Drage gledalke, spoštovani gledalci, ljubitelji slovenskega nogometa, lep dober večer. Sobotni spored tretjega kroga Prve lige Telekom Slovenije nadaljujemo na Planet 2. Ostajamo pa na Štajerskem. Preselili smo se iz Ljudskega vrta na stadion v Celju. V modrih dresih, ki zdaj nevarno napadajo. Zmanović je bil v prvi akciji. Na drugo stran žoga pritekel je lepo zdaj Ibričić. Še naprej so Domžalčani v napadu. Zdaj ima žogo Svetlin. Svetlin ali se bo odločil za strel. Lepa podaja do Kolobariča. Priložnost za Domžale in brani Rozman. Zdaj pa prvi kot Domžal na tekmi. Lepa akcija in gol. Matej Podlogar je popeljal Domžale v vodstvo v Celju. Po prekinitvi, po izvajanju kota, bil drug kot Senijad Ibričić je bil podajalec, strelec pa Matej Podlogar. Domžal, ki se je pred to sezono vrnil iz posoje pri drugoligašu Dobu. Zdaj v akciji Kolobarič, priložnost in 2-0. Dario Kolobarič je strelec drugega gola v Celju za Domžale. Torej so gostje povišali vodstvo. Znova lepa akcija, poglejmo. Pišek, Podlogar, dvojna podaja, potem pa globinska žoga do Kolobariča. Rozman je bil brez moči res izjemna. To je zagotovo še dodatna težava za domače moštvo. Moralo paziti na protinapade. Kolobarič je zdaj stekel, kdo ga bo zaustavil in kaj je zgrešil Dario Kolobarič. Danes ni niti na klopi Predraga Sikimića, ki je igral na prejšnjih tekmah. Zdaj pa vratnica, sprožil je Ibričić. To brez težav za vratarja Celja. Zdaj pa kot domačih, priložnost in gol. Celjani so znižali, strelec pa Žan Zaletel. Po kotu Lotriča, torej 1-2 v Celju in končno nekaj zadovoljstva za domače navijače. Kjer sta bila Ibričić in Kolobarič. Zdaj predložek, visok predložek, dobro skačejo Domžalčani. In prekršek v napadu za drugi rumeni kardon. Z igralcem manj lovijo gol za izenačenje domači. Brez prekrška, Kim je vzel žogo, Kim strelja in brani Rozman. Dobro, v tekmo smo šli relativno dobro, nismo uspeli prvi zadet, kasneje smo dobili zadetek iz standardne situacije. Na to še drugega, nekako smo se v drugem polčasu probali vrniti v igro, premalo smo bili, medli, nek nogometni moment nam ni naklonjen v tem momentu in se je treba nekako preriniti čez to, biti bolj odločen, bolj čvrst na igrišču. Domžale so to naredile in so zmagale. Hvala za čestitke, predvsem grejo igralcem, ki so dejansko odgarali celo tekmo in skozi celotno tekmo so nekako nadzorovali, igrali tako, kot smo hoteli. Ustvarili smo si veliko priložnosti, lahko bi dosegli tudi kakšen zadetek več, ampak tudi to je dovolj bilo za 3 točke, ki so nam bile potrebne in gremo seveda optimistično naprej.